Aleš, kako je lahko vsak sam svoj bodyguard? Kaj bi ti ljudem svetoval? Tako da skrbijo za svojo varnost, ne? Da pa poskrbiš za svojo varnost, ne vem, jaz bi dal tukaj prvo mogoče psihofizična pripravljenost, da treniraš telo in potem... Kaj pa ti konkretno delaš, recimo, da treniraš in telo? Različno, od meditacije do dejansko nekih fizičnih treningov, torej treningi z utežmi, kettlebelli, tudi tekel sem veliko, zdaj malo bolj mogoče kolesarim z gorskim kolesom v klance, da telo res, mislim, da srce res pumpa, ko pri norcih. Kaj bi še dodal? Meditacija, dihalne vaje. Če hočemo biti sami svoj bodyguard, kaj bi še to zajemalo, recimo na področju zavedanja okolice? Torej, situacijsko zavedanje, da si ti, ajde pa gremo iz enega fizičnega primera. Zdaj tako, halo, živijo, kako si, ja bom prišel tam, ni problema. Torej, to je situacijsko zavedanje? Ne, ni, ne. Ne uporabljati nekih motilcev svoje pozornosti, torej biti vedno nekje, opazovati okolico. Če druga ne, se ni to zdaj bodyguard samo, da se boš odvrnil nek napad posebej, ampak da boš ti vedel, kam stopiti, da ne boš padel v neko luknjo, ne? Da te ne bo zbal avto na cesti ali pa te skirce zdaj lahko divjajo ko pri norcih. Ne? Tako. To je to. Evo, najlepša hvala. Z veseljem.